Živijo, sem Petra Starbek, organizatorka porok iz poročne agencije Astoria Weddings. Danes se nahajam v cvetličarni na Ovinku v Radomljah. Spregovorili bomo o poročni floristiki, se pravi o poročni dekoraciji, cvetlični dekoraciji, o cvetju, o dostavi in o vsem, kar potrebujeta vidva vedeti, preden obiščeta cvetličarja. Pomembno je, da se na vsak sestanek s poročnim ponudnikom pripravite, kajti le tako bosta vidva vedela, kaj si želita, in tudi poročni ponudnik bo znal podati pravilno ceno. Mojca in Grega, ki nam bosta odgovorila na nekaj čisto preprostih vprašanj glede cvetlične dekoracije na poroki. Živijo, kako sta? Živijo, super. Evo, prvo vprašanje. Katere informacije vidva potrebujeta strani neveste, ko pride v cvetličarno? Ja, predvsem prva stvar, ki jo vedno potrebujemo, je datum. Brez tega ne moremo graditi, ker prva stvar, ki rabimo, če hočemo sploh začeti delati, je, da postavimo rezervacijo na termin. Pa seveda, najbolj prav nam pride nevestina obleka, pa cela neka ta rdeča nit poroke, ki jo imate, da sploh vemo, kam se usmeriti. A je to s strani neveste oziroma para ful fajn, če preneseta kakšne slike? Ali vi ne marate teh? To je super. To je super, ja. Predvsem lokacijo, če nam je nepoznana, kaj bi rada imela, tukaj govoriva bolj neveste, kar se cvetja tiče, ker ženine so ponavadi zraven, tako da vse je dobrodošlo. Kater poročni element, oziroma kaj sploh je poročna dekoracija cvetlična, ker veliko nevest oziroma para sploh ne ve, kaj se spada sem? Osnova je poročni šopek, naprsni šopki, pa gremo lahko naprej. Naprsni šopki za svate, cerkveni del, če je poroka cerkvena, civilni obred, avtomobili, potem pa sama lokacija, kjer je pač žurka zvečer. Koliko naprej, oziroma koliko časa pred poroko pa je fino, da nevesta pride v cvetličarno? A je to en teden ali je to eno leto? Fajn je res čim prej. Pač vidimo, da trendi so, da se vsi datumi premikajo zelo zgodaj, zato ker je enkrat lokacija polna, je podobno tudi z nami. Ko imamo mi enkrat datum zaseden, pač žal ne moramo vzeti več porok, ker hočemo, da so stvari narejene kvalitetno, zato se tudi nekako omejujemo. Zdaj pa tako, drugo vprašanje, ki mi ga neveste velikokrat postavljajo, so vaze. Kako je s tem? A jih morajo sami kupiti? A vi imate svoje vaze, oziroma a priporočate kakšne vaze pa še na to dekoracijo, ki si jo je zbrala? Zdaj, odvisen je, kakšno željo ima spet nevesta, Določene vaze oziroma tega materiala imamo mi kar veliko in tudi posodno. In ne računamo sposoje vas, Če je pa kaj posebnega, potem mora pa nevesta sama kupiti, ali si kje sposodi, ali kupi, ali kakorkoli. Načeloma imamo mi veliko tega materiala za posoditi. Kaj poleg cvetlične dekoracije pa lahko nevesta še z vaše strani dobi? Imate kakšne oboke, ali je to vse, da se mora sposoditi nekaj drugih? Kako je s tem, ker so zdaj ful popularni ti cvetlični oboki? Zdaj pri obokih je tudi tako, da veliko obokov se najde na samih lokacijah, da tudi lokacije ponujajo, tako da jih nikoli v bistvu samo aranžiramo. Smo že pripravili tudi kakšno osnovo za obok, ampak to so mogoče malo bolj ekstravagantni, ne čisto neki klasični oboki. Tega nimamo na zalogi, ker več ali manj so na lokacijah. Vsi vemo, da poroka je finančni zalogaj. Kako pa je s proračunom? A je fino, če nevesta pride z določenim proračunom, ali je to čisto vseeno? Kako je s tem, če ima nevesta res izrecno željo, da hoče v točnem določenem proračunu, ima pa zelo recimo drage rože, ali vidva, kaj svetujeta, katere rože lahko pridejo potem v upoštev in kako je s tem? V vsakem primeru se svetuje, kako se nekako držimo v okvirih, kakšne sta si v bistvu kot par zastavlja. Zdaj, če proračun manjši, kakor so velike njune želje, bomo prilagodili, da bomo nekako pridemo nasprot, ta okvir noter.
Vse zato smo mi tukaj, da se svetuje, ne samo zato, da naredimo, ampak da pač pomagamo izvesti to, kar sta si nekako zamislila, da bi se želela imeti. Zdaj pa še Mojca, mislim, da zadnje vprašanje, poročni šopek. Ali je možno poročni šopek potem po poroki kako vzdrževati, kaj je s tem, če si ga nevesta želi še mogoče ga še teden, 14 dni, kako roki še prideti ta zaveta? Načeloma poročni šopek teden 14 dni sigurno drži v vazi, ker itak poročni šopki se delajo res iz najbolj kvalitetnega cvetja in je tudi vse sveže. Bistveno je, da če je šopek vezan, da gre lahko v vazo, da se voda menja vsak dan in sem prepričana, da to drži teden 14 dni. Tako da bo z veseljem ga lahko še 14 dni občudovala. Tako je. Zdaj pa še čisto za na koncu, imate kakšen nasvet za bodoče pare, glede cvetličarjev oziroma cvetja? Čim več sprašujte, v bistvu, čim več se poglejte, čim več sprašujte in tudi mi pa lažje pridemo nasproti, pa ugotovimo, kaj bo to, ko bo naredilo wow na koncu. Super, najlepša vama hvala in se vidimo kmalu. Hvala. Čau. Čau.